Ja, naša šola kot šola je organizirana, oziroma šolski center je organiziran tako, da delujejo dve organizacijske enoti oziroma dve šoli. To je srednja poklicna in strokovna šola in druga je višja strokovna šola. Na srednji poklicni in strokovni šoli izvajamo 9 srednješolskih programov. Če začnemo najprej z dvoletnimi programi, to so tisti, ki se celoten proces zaključi v 2 letih. To je pomočnik v biotehniki in oskrbi. Višje so lahko tisti, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in vsaj 7 razredov osnovne šole in seveda na koncu se zaključi program z zaključnim izpitom. Seveda, ko opravijo zaključni izpit, imajo možnost, da se vpišejo v prvi letnik 3-letnega ali 4-letnega programa, odvisno od uspeha. Potem imamo 3 3-letne programe, to je mehanik kmetijskih in delovnih strojev. Seveda, program je bil pred kratkim korenito prenovljen, tako da danes ponuje najsodobnejše vsebine, elektronske, hidravlične, pnevmatske sisteme, kar danes kmetijska mehanizacija ima pred leti. Seveda je bilo tega tudi bistveno manj. Seveda vključene so pa tudi moduli gradbene in komunalne mehanizacije. To je ta mehanizacija, ki je seveda tudi zelo blizu temu. Dijaki se pa srečajo tudi, ne samo ti, tudi potem drugi kmetijski programi, tudi z traktorjem, ki je najsodobnejše opremljen tudi, tako da ima gornjo satelitsko navigacijo in da se giba po koordinatih, ki jih predhodno posname, tudi kamero, ki se nastavi na zadnji del stroja in seveda lahko gleda. To pomeni pač najsodobnejšo tehniko, ki v tem trenutku obstaja, poleg seveda vseh drugih, ki so sedanja tehnika, ne za jutri, in pa seveda tudi je bilo nekoč tako, da se srečujejo tudi s tem. Potem je program Slaščičar, zanimiv program, veliko teh, ki to zaključi, potem začnejo tudi po svoje z obrtno dejavnostjo in prav tako tudi program PEK. Vse te 3-letni programi se zaključijo z zaključnim izpitom in ko zaključijo, imajo možnost, da se vpišejo v program 3+2. 2 programa 3+2 ponujamo, to je program kmetijsko-podjetniški tehnik, ki je namenjen predvsem tistim, ki so zaključili predhodno program mehanik kmetijskih in delovnih strojev, ali pa tudi gospodarna podeželjo, program, ki ga sicer mi ne izvajamo, ampak seveda lahko prihajajo tudi iz kakšne druge šole v ta program in potem nadaljujejo in v naslednjih 2 letih pridobijo tiste vsebine, ki so pomembne za 5-stopnje izobrazbe, prek splošnih znanj, seveda še nekaj poglobljene stroke in na koncu dobijo naziv tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik in pa zaključi se pa s poklicno maturo. Potem drug 3+2 program ali po novem rečemo PTI, poklicno-tehnično izobraževanje, je prav tako namenjen tistim, ki so zaključili program Slaščičar ali pa program PEK ali pa še kakšen drug 3-letni program, tu je kar malo bolj odprti pogoji, ampak predvsem zdaj govorimo o teh, ki jih mi izvajamo. In seveda prav tako pridobijo dodatne vsebine, ki so potrebne, na koncu zaključijo s poklicno maturo in seveda s tem imajo potem možnost tudi nadaljevanja. Potem imamo še pa 3 4-letne programe ali srednje strokovno izobraževanje. To je program kmetijsko-podjetniški tehnik. To je program, ki je izšel v osnovi iz programa kmetijski tehnik, s tem, da seveda je dodanih precej podjetniških vsebin trženja, kajti danes na kmetijah, v kmetijstvu ni več samo pridelava, ampak vsekakor je potrebno tudi pridelke, ki jih pridelamo, prodati in seveda te podjetniške vsebine in vsebine trženja in vse druge pomembne vsebine promocije seveda so vključene v ta program, tako imenovani program kmetijsko-podjetniški tehnik, 4-letni program, zaključi se s poklicno maturo. Potem imamo še program živilsko-prehranski tehnik, prav tako srednje strokovno izobraževanje, 4-letni program. Seveda znanja področje, ki pridobijo, so področje tehnologij in področje gastronomije oziroma prehrane. Tudi precej dela v laboratorijih zaradi analiz, senzorike in tako naprej. Na koncu se zaključi z poklicno maturo in seveda prav tako možnost potem študija naprej. To je na srednji poklicni strokovni šoli, na višji strokovni šoli izvajamo 4 višješolske študijske programe. To je program upravljanje podeželja in krajine, ki je zamenjal bivši program kmetijstvo in tudi bistveno širši program. Ne ponuja samo kmetijske pridelave, ampak ponuja tudi ostale dejavnosti na podeželju, kot je socialna in terapevtska dejavnost na podeželju,
potem je šport in rekreacija na podeželju, učenje jahanja in tako naprej, zelo veliko vsebin, ampak to so izbirne vsebine. Študent se odloči in izbere, kar želi, en del programa je obvezen, drugi del je izbirni in seveda na koncu študent opravi še diplomski izpit, to pripravi diplomsko nalogo, opravi diplomski izpit in seveda s tem dobi naziv inženir kmetijstva in krajine. To, kar je zelo pomembno v teh programih, je to, da imajo zelo veliko praktičnega izobraževanja, kar 800 ur ali 20 tednov, vsakem letniku po 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih. Na ta način se vzpostavi tudi kontakt med študentom in delodajalcem in seveda se že odpira tudi možnost nadaljne zaposlitve ali pa vsaj medsebojne spoznavanja. Študent tudi spozna poleg teoretičnega dela in dela vaj, ki se izvaja na šoli, tudi čisto praktično delo na samem terenu v praksi potem v življenju. Drug program je program, višješolski študijski program živilstvo in prehrana. Tudi ta je enako narejen. Vsi programi so po novem kreditno ovrednoteni. Študent nabira kreditne točke v toku 2 let, mora nabrati 120 kreditnih točk. Program ima bistveno več kreditnih točk in seveda ti študenti na področju živilstva in prehrane izbirajo med tehnologijami, to pomeni med živilstvom ali pa med gastronomijo in se potem na osnovi tega seveda tudi odloči, izbira, opravi praktično izobraževanje, na koncu, ko diplomira, dobi naziv inženir živilstva in prehrane. Potem imamo naslednji program, je program gostinstvo in turizem. Ta program je nastal iz 2 bivših študijskih programov, to je program gostinstvo in program turizem. Danes je to višješolski študijski program gostinstvo in turizem. Seveda študenti v toku študije tudi izbirajo ali področje gostinstva ali področje turizma, seveda en del je splošen skupni, obvezen za vse in na koncu dobi naslov organizator poslovanja gostinstva in turizma. Spet enako veliko praktično izobraževanje, to je 20 tednov pri delodajalcih in pa seveda precej vaj, laboratorijskih vaj, ki se izvajajo tudi na sami šoli. Ta program je edini program, ki ga na naši šoli izvajamo samo kot izredni študij še zaenkrat. Vse ostale programe izvajamo kot redni in izredni študij. Potem imamo program še naravovarstvo. Ta program smo na novo začeli izvajati v zadnjih pred 2 leti. To pomeni, da imamo še v 2. letniku prve študente. Zelo zanimiv program, program prihodnosti, kajti vedno bolj je pomembno varovanje okolja, vedno bolj si želimo čim bolj zdrave hrane in seveda čim manj bolezni. In seveda ta program študente navaja na ta delo, usmerja v to, zelo veliko imajo dela v laboratoriju, različnih analiz, vsekakor pa tudi kot pri prejšnjih programih delo pri, to pomeni praktično izobraževanje pri delodajalcih in pa na koncu, ko opravi vse obveznosti, ko nabere 120 kreditnih točk in diplomira, seveda pridobi naziv inženir naravovarstva. Na šolo so v tem šolskem letu vpisan 301 dijak v tem šolskem letu in že zadnjih 10 let je 300 in nekaj, si tu ima malo več pa malo manj in pa imamo v tem študijskem letu vpisanih 385 študentov. Na srednji šoli je zaenkrat to program mehanik kmetijskih in delovnih strojev, ker smo v prejšnje šolsko leto, za to šolsko leto, ki zdaj teče, smo zaprosili tudi za povečan obseg vpisa. Potem na višji strokovni šoli pa je nekako porazdeljeno med temi programi živilstvo, kmetijstvo, živilstvo in pa uprava podeželja in krajine, naravovarstvo, približno nekje v teh programih tudi enako obseg, mogoče nekoliko manj v gostinstvo in turizem, ki se pa trenutno izvaja samo kot izredni študij. Ja, mi jim predstavimo dejstva, prehrana, zdrava hrana, pa prihodnost tega. Iz tega izhajamo, mi jih
nek način nikakor nikoli ne silimo v to, samo predstavimo to stroko in predstavimo našo šolo, to, kar naša šola, naš šolski center ponuja.